Dober dan in prijeten pozdrav vam želimo, spoštovane dame, cenjeni gospodje. Dobrodošli na slavnostnem dogodku ob nacionalnem odprtju Tedna vseživljenjskega učenja, katerega gostiteljica je letos Zasavska ljudska univerza. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan. Da kodar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Smo tukaj zato, da se učimo. Proklet naj bo dan, v katerem se človek nič novega ne nauči. Najboljš, kadar se učiš takrat, ko ne veš, da se učiš. Tisto, kar do takrat nisi znala. Na silo se ne da nič. Kar sem se jaz naučila, je to, da se prostovoljstvo splača. Po mojem kitaro igrati. Da je treba v življenju si ves čas postavljati določene cilje. Kako težko je nastopati pred kamero. Dobro službo, kako postanemo ta, ki hočemo postati. Učenje je bistvo preživetja. Je pa tudi slaba lastnost, ker ugotavljam, da več vem, več imam vprašanj. To, da ne more noben s tabo manipulirati. Da nisi izpostavljen pač, drugi znajo ti pa ne. Po moje osnova učenja je to, da se pač ne bojiš in da se ne bojiš ne vedeti ničesar. Drugače gledaš na svet. Več stvari razumeš. Da se skozi neke nove sinapse v možganih povezujejo. Da si stalno v toku dogajanja in da te čas ne povozi. Življenje me je navadilo tudi to, da drugim pamet soliti nima kakšnega velikega učinka. Se mi na nek način taki ljudje smijo. Ne, čim prej se začne učiti, ker že do zdaj so zamudili. Te ljudje, ki mislijo, da že vse znajo, mislim, da se motijo. Moje mnenje je, da smo na svetu, da se učimo in da to, kar se naučimo, tudi damo en drugemu. Da je mi že žal. Škodujejo sebi in posledično tudi družbi. No ja, enkrat, ko boste lačni zaradi tega, pol se pa že boste dobro učili. Dobrodošli v Zasavju, v 3 krasnih dolinah. Ste v Trbovljah, v središču Zasavja.
Da vidim, kaj je novega v Zasavji. Kaj tukaj le piše? Teden vseživljenjskega učenja v delavskem domu v Trbovljah. Ja, kaj so si pa spet zmislili? Vseživljenjsko učenje. Jaz sem se že v šolo vse naučil, še danes znam. Se veste, kako je to? Kar se Janezek nauči, tu Janez zna. Ja, zdaj pa res nič ne zastopim. Bom jaz kar mojega vnuka Jakata vprašal, on vse vej. Tako, takole, zdajle ga pa. Ojej, ti pametni telefoni, te naredijo še bolj butazga. Ali imaš suho roko, ali imaš mokro, nič ne prime. Joj, te bolj so bili ti so bili najbolj fajn. Si dvignil slušalko, zavrtel cifre, pa je bilo. Tale me pa čisto v živce sprav. Ojojojojoj. Ja, veste, moj vnuk Jaka mi je pa zrihtel tudi računalnik. Zdaj se po Skypi pogovarjama, pa vidma se tudi, ga bom kar poklical. Takole, čakaj, kjer knaf je že? Tale, a ja, Trdiječ, si mi ga izcahnil. Deda, živjo, ja. boš povedal? Ja, ka si že tukaj, Sjarbus. Dej ti meni nekaj razlož. Jaz sem v cajtnih prebral, da se grejo v delavskem domu in učeje za cel življenje, ali kako že. Ja, dedo, teden vse življenjskega učenja. A veš, da gledam na Twitterju, je direkt prenos. A live online broadcast. A dej, kako? Ja, tu bi pa res rad videl, kako gre. Ja, dedo, pol se pa lepo zrihti, čez 5 minut pridem po tjaba, pa te peljem v delavski dom. Ja, ne morma noč, se je že začel. Sej boma šla, ko bojo v dvoran fajn ploskal, ne bom beden pošinu. No, dober, pa prid, jaz sem pa tudi firčen, kako je. Dober. En lep dober dan vsem skupaj. Danes se v zraku čuti nekaj velikega in pomembnega. Vsi to čutimo in vsi to razumemo. Hkrati pa vse skupaj težko pojasnimo. Čeprav nam je vseživljenjsko učenje skupno in lahko o tem razglabljamo, prav tistega, kar prežema vsakega posameznika, ne moremo videti ali zagrabiti. Izberemo lahko upor temu nevidnemu ali pa se prepustimo, da nas v celoti napolni, dvigne na svoja široka krila in nas ponese tja, kamor bi se morali odpraviti prav vsak dan, na pot vseživljenjskega učenja.
Uradni del današnje prireditve bi slavnostnim nagovorom odprla gostiteljica prireditve, županja občine Trbovlje Jasna Gabrič, a je danes žal službeno odsotna. Zato bo v imenu vseh treh zasavskih županov spregovoril župan občine Zagorje ob Savi in podpredsednik sveta zasavske regije, gospod Matjaž Vagan. Spoštovana ministrica za znanost, šolstvo in šport, predstavniki vlade, spoštovani kolega župan občine Hrastnik, spoštovani gostje z Andragoškega centra Slovenije, cenjeni predstavniki zasavskih občin, dragi kolegi Zasavske ljudske univerze, spoštovani vsi prisotni, dobrodošlo Zasavje, dobrodošla Slovenija. Kot podpredsednik sveta Zasavske regije in župan občine Zagorje ob Savi vas prav lepo pozdravljam na nacionalnem odprtju tedna vseživljenjskega učenja. V čast mi je, da se odprtje tako pomenega dogodka dogaja danes letos v središču Slovenije v Zasavju. V naših treh dolinah smo bili še dolgo nazaj vajeni kruh služiti pretežno s trdim delom rok. Danes, ko so rudniki preteklost, je priložnost, da to spremenimo in kot je približno pred več kot 20 leti nazaj mi rekel moj pokojni prijatelj dr. Janez Drnovšek, ko smo zapirali rudnik v Zagorju, imate možnost, da ne govorite več v tonah, v kilovatih, ampak je priložnost za preobrat in za pričetek grajenja povsem novih poglavij. Z veseljem lahko povem, da smo v zadnjih letih že priča temu preobratu, saj prav tu domujejo prodorna podjetja in društva, ki stavijo predvsem na znanje in so svojim dosežki navdih mnogim doma in preko naših meja. Iz Zasavja prihajajo laboratoriji za kreativne industrije Punkt, DVSoft, Pipistrelov akademija, Čipolo, hitre vezalke, vzpostavljamo letalski tehnološki park, podjetje SpaceLink razvija raketo in še bi lahko našteval v podjetjih, kot je kemična, steklarna, ETI in tako naprej. Vsi našteti, ki močno odstopajo od povprečja, so dokaz, kako pomembno je na prvo mesto postaviti znanje. V znanju je moč. O tem upam in verjamem, da se strinjamo vsi tukaj danes prisotni. Posebna moč veje tudi iz dogodkov, kot je današnji. In to moč znanja, vso to pozitivno energijo danes iz središča Slovenije, iz Zasavja pošiljamo na vse konce naše prelepe dežele. Hvala Zasavski ljudski univerzi, Andragoškemu centru Slovenije, Vladi Republike Slovenije in vsem ostalim organizatorjem, ki današnje ter še mnoge druge prireditve, ki se bodo razvrstile v tem tednu, oziroma kot je bilo danes poudarjeno, kar 8000 prireditev na celotnem področju naše države. Še posebej pa bi se rad zahvalil vsem prostovoljcem, ki ste svoje znanje in izkušnje tako pripravljeni dobrodušno deliti z vsemi, ki so tega željni, potrebni, ne glede na starost. Spoštovane in spoštovani, dovolite mi, da nagovor začinim z besedami Steve Jobsa, ki je bil in bo najbrž še dolgo navdih vsem, ki so lačni znanja. Ostanite lačni, ostanite norčavi. Zaključiti želim z optimističnim pogledom v prihodnost. Seveda statistika Zasavske regije ta hip res ni idealna, a ker tu verjamemo v moč znanja, na tem mestu obljubljam in napovedujem, da bo Zasavje čez nekaj let prerojena regija med najboljšimi regijami v slovenskem oziroma evropskem prostoru.
Seveda to ne bodo doline sežigalnic, kot bi nekaterih hoteli. Zasavje bomo umestili na svetovni zemljevid visoko razvitih regij z najnižjo brezposelnostjo. To bodo 3 doline najdrznejših idej. Zasavje bo dom v svetu najuspešnejših podjetij. Verjamem, da bomo to tudi lahko dejali za vso Slovenijo. Vem in prepričan sem, da se sliši čudno in neverjetno, a prepričan sem, da bo čez nekaj let ravno iz teh nekoč knapovskih dolin letališča Roadi v vesolje poletela prva raketa, ki jo v SpaceLinku sestavlja ekipa mladih, ambicioznih in izobraženih podjetnikov z jasno vizijo, ki mora postati vizija vseh nas, vizija naše regije in naše države. Za nas ni ovir, mi ne poznamo meja. Sicer pa, saj veste, po žilah Zasavčank in Zasavčanov se pretaka vztrajna, revolucionarna in uporniška kri. In to vztrajno, dobro energijo, kot sem že dejal, danes pošiljamo iz tega mesta vsi 3 župani, vse prebivalke in prebivalci po vsej Sloveniji. Spoštovane in spoštovani, Slovenija naj gre znanjem naprej, Zasavje gre naprej. Srečno. Današnja svečanost kot uvod v teden vseživljenjskega učenja prežema ponos na prav vsakega iz te širne množice, no pa tudi na tiste, ki jih tokrat ni v naši sredini. Ko razmišljamo o vseživljenjskem učenju, ponavadi zelo zanimiva postanejo večja središča, ki so navadno obširnejša od domačih krajev. Ob večji množici ljudi, ki bi vedno radi izvedeli še kaj več in nadgrajevali svoje miselne procese, je lažje najti somišljenjake, prijatelje in tudi take ljudi, ki nas spodbujajo k boljšemu in iskanju novih priložnosti. Vseživljenjskemu učenju in izobraževanju velik poudarek dajejo tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Pred mikrofon vabim ministrico, doktorico Majo Makovec-Brenčič. Spoštovani župani, predstavniki občinskih uprav, cenjeni vsi, ki verjamete v pot učenja, direktor Andragoškega centra, Ljudske univerze in seveda vsi, ki ste danes prišli tudi iz ministrstev, na katerih še kako razmišljamo o tem, kako in kaj, ter predvsem s kom, korakati naprej na poteh vseživljenjskega učenja. Še poseben pozdrav tudi poslankam in poslancem, pa tudi vsem vam, drage prostovoljke in prostovoljci, ki ste že z izhodično noto povedali, kako je najpomembneje, da verjamemo drug v drugega in da si pri tem tudi pomagamo. Nesebično, v duhu radosti življenja, predvsem pa v duhu radovednosti. In prav radovednost je tista, ki nas naj, tudi vse skupaj, vodi v tednu vseživljenjskega učenja. Pa naj to ne le bo samo ta teden, naj bo to kar naše življenje. Z njim smo izzvani vsak dan, vsak trenutek, vsaka sekunda prinese nekaj novega, novo informacijo, nov pogled, nov razmislek. In zato smo pravzaprav vsi, ki skupaj razmišljamo o tem, kako radovednost preoblikovati v vedenje, učenje in na koncu tudi dobro znanje, vsi tisti, ki moramo stopati skupaj naprej. Moč in radost učenja je slogan prav tega tedna. A prav moč in radost sta tista, ki nas tudi velikokrat spodbujata v tem, da znamo in da zmoremo povezati in strniti sile na način, kot jih vidimo danes tukaj.
številni deležniki in predvsem vsi tisti, ki ste še kako doprinesli k temu, da lahko statistično gledano Slovenijo že počasi postavljamo ob bok tistim ključnim ciljem Evropske unije, tudi na področju izobraževanja odraslih. Da seveda imamo še izzive, kako priti med tiste najboljše, a koraki, ki so bili storjeni do sedaj, so samo dobra podlaga za to, da verjamemo, da zmoremo še več. Prav tako je zelo pomembno, da smo v tem, kar se da kakovostni, usposobljeni in predvsem, da znamo prenašati to znanje in usposabljanja drug drugemu na način, da lahko premikajo ne le določene generacije, ampak predvsem medgeneracijski dialog. Tudi temu je namenjen teden vseživljenjskega učenja. Kakovost izobraževanja, kakovost učenja, pravzaprav je to nekaj, kar nas vse vsak dan izziva zato, ker je vrsta novosti, ki se dogajajo širom po svetu. Kako le te prinesti k nam in kako jih uporabiti tako, da bomo bogatili dodane vrednosti Sloveniji. Prav zato, ker bomo verjeli v znanje. Pa ne le to. Predvsem je pomembno, da so te akcije skupne. Prav to skupaj poudarjam znova in znova. Zato, ker sicer ne bi uspeli projekti in zamisli, kot so učenje in kultura z roko v roki, kot je dan starejših, kot je Erasmus plus Nimus in tako naprej. Vse to vas še kako poveže v tiste soustvarjalce, ki znate in zmorete prenašati naprej. Teden vseživljenjskega učenja pa ni le teden, ki je tukaj. Tukaj v res izjemni zasavski regiji, kjer vemo, da zmorete izobraževanje, učenje povezati tudi z gospodarskimi izzivi, da kreirate nove start-upe, da prinašate nove inovacije, ki res gredo celo širom po svetu, v katere tudi verjamejo mladi. Teden vseživljenjskega učenja je pravzaprav zbir vseh vrst in lahko rečemo zanimivih aktivnosti in dogodkov, ki nas povezujejo širom po Sloveniji. Parada učenja je že eden takšnih. In veste, da ni nastala kar tako. Nastala je predvsem z verjetjem v to, da se lahko širom po Sloveniji, tokrat kar po 14 mestnih trgih, povežemo od vrtca do tistega tretjega aktivnega in še bolj zanimivega življenjskega obdobja. Da se povežemo predvsem v duhu iskanja novih možnosti, priložnosti in hkrati tudi soustvarjanja podlag za zaposlitve tistim, ki morda še niso dobili te priložnosti. Da si tudi v tem iščemo skupne poti in da znamo predvsem razumeti, zakaj je vseživljenjsko učenje tako pomembno vsak dan. Danes smo se res da zbrali v izobraževalni sredini, ki prav v tem regionalnem okolju zna povezovati vse vas, ki nudi izvrstne programe in ki predvsem, lahko rečemo, je koordinatorica vsega, kar se 30 let dogaja v, lahko rečemo, kar vseh teh zasavskih virih. Zasavska ljudska univerza kot tista stična točka vseh, je seveda bila in bo tudi vnaprej ena od nosilk in tega se zavedamo tudi na ministrstvu. Vse ljudske univerze ste namreč tiste, ki še kako razumete, zakaj in kako moramo skupaj stopati naprej. Zato tudi tukaj pripravljamo nove podlage in predvsem tudi nekaj novih izzivov, ne le v evropskih projektih, ampak tudi v projektih, ki nas morajo povezati dolgoročno in se preoblikovati v sistemske rešitve. Hkrati je seveda zelo pomembno, da v to vseživljenjsko učenje vpenjamo tudi podjetja, od najmanjših do največjih. Da vpenjamo tiste posameznike v podjetjih, ki znajo povezovati skupnosti, tudi nevladni del, in da znamo seveda s tem tudi spodbuditi, tudi mi na ministrstvu, da je tistih nekaj vrzeli, ki jih pogosto omenjamo med izobraževanjem in gospodarstvom, vse manjših. In so manjše, postajajo manjše, kajti vse bolj gremo tudi na ministrstvih z roko v roki skupaj. Spoštovane in spoštovani, danes bodo podeljene tudi posebne nagrade.
Nagrajenci, nagrajenke, iskrene čestitke. Nekaj meni zelo ljubih je tudi med vami, vas pogosto slišim in poslušam. Zakaj vendarle je za vas poseben dan? Ker ste ambasadorji vsega, v kar verjamemo v vseživljenjskem učenju. Ker znate v resnici prav zaradi vas in iz vas drugim podajati tisto, kar pomaga in predvsem koristi na poti razvoja drug drugemu. Te misli so mnogokrat, premalokrat, res ne dovolj izpostavljene. Vsa vaša energija, ki jo trosite naokoli na način, da spodbujate drug drugega, ne pride na prve strani medijev. Pogosto ne. Ko pa, je prav, da vam znova in znova zaploskamo. Zato, spoštovane in spoštovani, želim vam ne le prijeten teden, ampak najboljše vseživljenjsko učenje. Hvala vam vsem. Dej hit prid. Jo, kurja mast, jaka, kuk fajn plet si dubo. Ja, tu je loža za vipovce, pa niso pršli. Jaz vam pa veze s hišnikam, sam ne okol pravd. Ja, ampak himno pa za kurskega župana sma pa zamdila. Ja, veš, da se je ministrica tudi govorila, ampak, lej, dedi, boš lahko doma vse za nazaj pogledal. Ti bom naštel v Twitterja. Ja, fajn, veš, da ja. Ja, ampak, če ne bom pozabil. Bom pa opomnik naredil. Ja, a imaš beležko, ti dam kuli? Ne, dedi, jaz vam tablico. Čakaj, kjer ga, dober, ob 6 bomo doma, ja, takole, no, v redu bo. Čudo tehnike, ja, ampak, če pa mal premislim, se pa zgodovina ponavlja, veš, moja stara mama je tudi imela v šoli tablico, tako črno, pa skredo je gor pisala, pa nosila jo je pa v papirnatem škrnicli, veš. Buhvar, da je dež padel, se je zmočil v škrnici, kreda se je izbrisala, ja, za sreva ni vedla, kjero črko pa številko so v šulu zjeli. Boga, dedi, tja je bilo pa boljš, ne? Si nosil na hrbtnik, noter pa čitanko, pa računico, pa 2 zvezka. Ja, tazga, veš, doma narjenega, močnega, za na rame smo vsi se držali po konc. Pa ne tako, ko vi, danes ste vsi puklast. Imajo čisto vse upogane hrbtenice. No, dedi, moraš pa priznati, da je danes šolska ahtovka zelo težka. Ni čuden, da šolarje kar dol vleče. A veš, da sem zadnjič videl enega prvička, ja, moj babica, v šolo vlekla zvezke pa knjige v taki taški na kolesih, ki je drugač za v trgovino. Ja, ti, se vi imate zdaj, vi ta mlad imate zdaj v znanje noste v torbicah. Mi smo ga pa v glav, še danes ga imamo, veš? Pa še nekaj ti povem. Če bi jaz imel kakšno besedo na ministrstvi, bi predpisal zakon, da v prvi triadi imaj lahko tako težko torbico, v drugi mal bolj, pa tako naprej, ne? Pa, pravzaprav, ti, zakaj pa vi ta mlad sploh v šolo hodite? Se praviš, da lahko vse potegnete dol z tistega interneta doma. Ja, nekateri še diplome dol prepišejo. Ti, veš koga, vi sploh učitelju ne nucate. Dej, dedi, no.
Kam si se pa zdaj zagledal? Ti, moram jeti kjako grecija srpeš. Jo, dedo, najbolj, da grem s tabo, da boš znal nazaj priditi. Ja, veš koga, se bova kar te mal vzad ustala pol, ker te glavne stvari se vse vzad zmenijo. Dedi, pa ti si faca. Zavedati se moramo, da je pomembnih veliko preprostih črt, ki v skupni navezi ustvarijo veliko podobo življenja. Kakšen napor pravzaprav predstavlja vseživljenjsko učenje? Je res treba zbrati neskončno veliko energije ali se preprosto prepustiti toku želja in od njega iztržiti čim več? Življenju pravo težo daje ozadje preprostih zgodb. Najti tisto, kar bomo z veseljem spremljali vsak delovnik in nabirati znanje. Pri vsem tem nam vedno koristi vseživljenjsko učenje. Andragoški center Slovenije ima v našem prostoru ključno vlogo. Pred mikrofon zato vabim direktorja Andragoškega centra Slovenije, magistra Andreja Sotoška. Lep pozdrav tudi v imenu Andragoškega centra Slovenije, nacionalnega koordinatorja tedna vseživljenjskega učenja in soorganizatorja današnjega dogodka. Iskrena zahvala tudi našemu partnerju na lokalni ravni, Zasavski ljudski univerzi, Delavskemu domu Trbovlje in vsem drugim, ki so omogočili izvedbo današnjega otvoritve današnjega tedna vseživljenjskega učenja. Prepričan sem, da vsi v dvorani vemo, da je teden vseživljenjskega učenja že zdavnaj prerastel v okvire nacionalnega, pa temeljnega nacionalnega promocijskega projekta na področju vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih v nacionalno gibanje, v promocijo kulture učenja in učeče se družbe. Prav tako smo prepričani, da ste tudi marsikdo ali večina od vas že prisostvovali nekakšni prireditvi otvoritve tedna vseživljenjskega učenja v preteklosti. V tem trenutku bi vas pa rad usmeril vašo pozornost v dve številki. Prva je 803.000 in druga 400.000. Vam kaj pomenita te dve številki? Naj vam pomagam. V Sloveniji je bilo v času mednarodne raziskave temeljnih spretnosti odraslih PIAG v letu 2015 803.000 delovno aktivnih odraslih v Sloveniji. Od tega jih je imelo 400.000 po rezultatih mednarodne raziskave spretnosti in kompetenc, znanje, spretnosti in kompetence na osnovni ravni ali celo manj. Se pravi, da je nekako 400.000 odraslih Slovencev, aktivnega prebivalstva, imelo težavo pri vključevanju v aktivno življenje v družbi in na področju svojega poklicnega in strokovnega kariere. Polovica od teh jih bo morala ostati delovno aktivni vsaj še 10 let. Druga polovica pa celih 20 let. Zato menim, da je to eden temeljnih, ključnih razvojnih izzivov za vse nas, da to stanje izboljšamo. Tega se zavedajo tudi politika, zlasti ključni oblikovalci politik na ministrstvih, strokovnjaki in praktiki na vseh ravneh. Izvajamo že številne projekte, imamo primere dobrih praks, zlasti na področju ranljivih ciljnih skupin. Čas je za sistemski, medresorski razvojni pristop in da to imamo že kar nekaj dobrih nastavkov. Danes je ena takšnih priložnosti, saj odpiramo teden vseživljenjskega učenja, ki združuje vse potrebne elemente
promocije, motivacije, vključevanja odraslih v različne dejavnosti in programe vseživljenjskega učenja preko partnerstev vseh ključnih deležnikov na nacionalni in lokalni ravni smo uspeli pripraviti številne dogodke, prireditve, ki jih bomo izvajali po celi Sloveniji. Informacije o njih lahko dobite v promocijskih gradivih in pa na spletni strani tedna vseživljenjskega učenja. Poleg številčnosti nas veseli njihova tematska pestrost in pa medgeneracijsko povezovanje. Da je za učenje nikoli prepozno in da ni ovir, ki je ne bi premagali na poti učenja in izobraževanja, pa nam bodo pokazale in dokazale življenjske in učne zgodbe naših letošnjih dobitnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije za dosežke na področju promocije učenja in znanja odraslih. Iskrena zahvala za njihov trud, za zgled, za spodbudo ostalim odraslim, ki še kolebajo glede vključitve v izobraževanje in učenje. Naj vas za konec povabim, da si tudi vi izberete kakšno izmed ponujenih prireditev, dogodkov, jih obiščete in izberete izmed nekaj tisoč dogodkov. In tako tudi nagradite nekaj 100 prirediteljev, ki so jih pripravili za vas po celi Sloveniji. Hvala lepa. Težko si priznamo, da nas visoka hitrost življenja vedno znova preseneča. Ko se tu in tam uspemo izpreči iz vsakodnevne dirke, ko si vzamemo trenutek za sprehod po spominih, nas še kako strezni časovna oddaljenost tistega, o čemer smo prepričani, da se je zgodilo pred kratkim. No, kot smo danes že izkusili, vzpostavljanje in ohranjanje medosebnih stikov ne teče samo po žicah socialnih omrežij in SMS-ih. Pristni stiki so tisti pravi, staromodni. Vzpostavimo jih lahko tudi z druženjem ob vseživljenjskem učenju. Z roko v roki gresta tudi učenje in kultura. Poleg našega tedna vseživljenjskega učenja se naslednji teden začne tudi teden ljubiteljske kulture. K besedi zato vabim direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, magistra Marka Repnika. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, spoštovana gospa ministrica Maja Makovec Brenčič, spoštovani direktor Andragoškega centra Slovenije, spoštovani gostje, predstavniki občin, cenjeni prijatelji. Dovolite mi, da vas imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti tudi v našem imenu in pa v svojem osebnem imenu prav lepo pozdravim. Danes pričenjamo s tednom vseživljenjskega učenja, s katerim opozarjamo slovensko javnost na vse prisotnost, pa tudi pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. V okviru tedna vseživljenjskega učenja so predstavljeni izobraževalni programi in javnost se lahko informira o celotni izobraževalni ponudbi. Veliko se prispeva k udejanjanju slogana Slovenija učeča se dežela ter pomaga pri uresničevanju nacionalnih in evropskih strategij na področju izobraževanja. Jutri bomo z zelo podobnim konceptom delovanja odprli tudi teden ljubiteljske kulture, ki bo v slovenski kulturni prostor prinesel več kot 1000 kulturnih prireditev in ki s tednom vseživljenjskega učenja dejansko stopa z roko v roki. Ljubiteljska kultura in vseživljenjsko učenje predstavljata dragoceni čas, ki je namenjen ustvarjanju in osebnostni rasti. Oba dejavnika povezujeta ljudi in prinašata nova dodatna znanja, imata močan sociološki naboj in pozitivno vplivata na kvaliteto življenja. Dovolite mi, da se na tem mestu za dobro sodelovanje v preteklosti in v upanju na sodelovanje v prihodnje zahvalim gospodu Andreju Sotošku, direktorju Andragoškega centra Slovenije in gospe Zvonki Pangerc-Pahernik, dolgoletni vodji tedna vseživljenjskega učenja ter seveda vsem, ki ta teden sooblikujete. Vse dobro, hvala lepa.
Izobraževanje, ki je zelo resna dejavnost, je treba v vsakodnevnem življenju podkrepiti tudi z zabavo. Saj veste, da vse skupaj lažje steče in da ni pretežko. Če nekaj počnemo v sproščenem vzdušju, je končni izkupiček vedno boljši. Za sprostitev in prijetno vzdušje bo v nadaljevanju poskrbel domačin Vič Teh. No kaj zdaj? A se bo zmigal ali ne? Koliko časa bom še mogel prenašati to neodgovorno obnašanje? Se opravičujem, spoštovani veliki modrec, malo so mi misli zaplavale stran. Zmatran sem. Misli nimajo kam za odplavati, razumeš? Ko govoriš z velikim modrecem, zahtevam od tebe 100% koncentracijo. Seveda, popolnoma razumem, spoštovani veliki modrec, se opravičujem. Sedi. Torej, si se dobro pripravil na veliki test znanja? Valjda, da sem se. 3 mesece sem se učil, zaklenil not v sobo, pogoltno ključ, da me ne bi zamikali jet ven. Sicer bilo danes zjutraj malo težko jet ven iz sobe, ampak sem se vrgel čez okno, saj sem v 3. štuki doma, malo me je bolelo, ampak ni problema, vse za vas, spoštovani veliki modrec. Zato, ker... Dobro, tvoja zagriženost je občudovanja vredna, ampak ni dolgovezima. Pravila igre so naslednja. Postaviti bom 3 vprašanja, na katera moraš odgovoriti v 30 sekundah. Si me razumel? Ja, valjda, gremo. Zdaj se pa sprosti. Kaj boš sedel po konci ali ne? Ne bi tako puklast. Mislim, se nisi čist nič naučil pri učnih urah bontona, kako je treba pravilno sedeti. Prostite, malo sem nervozen, no, strah pred občinstvom imam. Ja, vsak izgovor prav pride. Nič. Pojdimo k prvemu vprašanju. To je prvo vprašanje, se glasi. Kdo je leta 1492 odkril Ameriko? Čisto komod, vi ste odkrili Ameriko, gremo naprej, naslednje vprašanje. Misliš ali veš? Mislim, da vem. Mislim, zakaj pa jo ne bi bil odkril? Premisli, na voljo imaš 30 sekund. Saj je on odkril Ameriko, ne? Ja, on odkril Ameriko, veliki modrec je odkril Ameriko, ne, publika, dajte malo pomagati, ne? Da ti slučajno na kraj pameti ne pride za pomoč prositi publiko. Okej, čas se izteka, torej, kakšen je odgovor? Ma, vi ste odkrili Ameriko, sigurno, gremo naprej, gremo na naslednje vprašanje. Ja? Ja, sigurno, gremo naprej. Je to tvoj zadnji odgovor? Pa valjda je moj zadnji odgovor, gremo naprej. Vid, tvoj odgovor je žal napačen. Ameriko je namreč odkril Krištof Kolumb. Kjer je Krištof Kolumb? Nikar ne obupaj, dragi prijatelj. Na voljo imaš še 2 vprašanji. Prav, naslednje. Kdaj se je končala 2. svetovna vojna? O, spoštovani veliki modrec, jaz pa tamle vidim vašo ženo, pa je nekam jezna. Mislim, da bo na oder prišla pa tale preizkus znanja uničila. Dajte jo malo umiriti, no, ker že prihaja gor. Kolikokrat sem ti že rekel, prosim te, ostam doma, ko bom velike preizkuse znanja, okej? Ko si tukaj, sem jaz čist nervozen in se ne morem skoncentrirati in potem to svojo živčnost prenešem še na tekmovalce. Tako da lepo prosim, da bi mi dala mir. Vse najboljše, to je za vas knjiga. A ti me imaš za norca ali kaj? Ne, zakaj? Potem pa odgovor na vprašanje.
Na vaš rojsten dan se je končala vojna. Vid, Ja? tvoj odgovor je žal napačen. To je tvoja zadnja priložnost, mladi mož. Vprašanje se glasi, kaj je smisel življenja? Pa vas prosim, spoštovani veliki modrec, smisel življenja ste vi. Z vami se vse začeli in z vami bo šlo vse hudičev. Vi ste najlepši, vi ste najboljši, vi ste presežek vsega, zaradi vas tukaj obstajamo, zaradi vas tukaj živimo. Vi, spoštovani veliki modrec, pa noben drug, sem ves, vem, s tem odgovorom sem vas spravil v solze, ne? Spravil me je že v solze, vendar ne takšne, kot ti misliš. Ne, dragi moj, tvoj odgovor je žal napačen. Smisel življenja je učenje. Kva? Povsem preprosto je. S pomočjo učenja pridobivaš znanje, katerega koristno uporabljaš celo življenje. To zdaj ne pomeni, da se moraš na pamet naučiti nekaj fraz, ampak da moraš to, kar si predelal, tudi razumeti. In seveda kdaj pa kdaj v to tudi podvomiti. In ne nazadnje, svobodno razmišljanje. To je tisto, kar jaz zahtevam od vas. To je tisto, kar želim, da bi vi osvojili. To je tisto, za kar veliki modrec tudi obstaja. Ja dobro, pa kaj ne jaz zdaj naredim glede tega? Uči se, beri, spoznaj stvari in bod samozavesten. Se opravičujem, veliki Ne modrec. bodi razočaran zaradi tega. Bodi razočaran, ker si razočaral sebe. Zdaj se mi pa nekaj tukaj sam sebi smiliti in pet klečati nazaj na koruzo. Kaj vse mora v svojem življenju prenašati veliki modrec? V našem javnem prostoru je v zadnjem času vse bolj prisoten izraz novomedijska kultura. Veliko ljudi pa pomena tega poimenovanja ne pozna prav natančno. Novomedijska paradigma združuje umetnost, znanost, tehnologijo in gospodarstvo. Koncept pa se nezadržno širi po zemeljski obli. S tem konceptom sta v veliki meri povezana tudi vseživljenjsko učenje in izobraževanje. Več o novomedijski kulturi v naših krajih in širše nam bo povedal magister Zoran Poznič, direktor Delavskega doma Trbovlje. Dober dan tudi v imenu mene in ustanove, v kateri zdaj vsi sedimo, stojimo, v imenu Delavskega doma Trbovlje. Tako kot je bilo rečeno, novomedijska kultura na začetku 21. stoletja pomeni en celovit pristop k vsemu temu, kar se nam dogaja danes. Vsi vemo, da tehnološki razvoj tako hitro spreminja bistvo naših življenj, naših medsebojnih odnosov, v resnici ene cele socialne strukture naše, da tako rečem, zahodne civilizacije, in nas ta tehnološki razvoj ujame popolnoma nepripravljene. Zato je nujno in v to so usmerjeni vsi naši napori, da nekako vso to uporabo vseh teh novih tehnologij, vseh teh virtualnosti, ki se nam nudijo nove vsak dan posebej, v resnici humaniziramo, da jih nekako osmislimo tudi na način, ki bo ljudi združeval, ne samo delil, tako kot danes vidimo po marsikaterem lokalu ali še kje drugje, kako sedijo ljudje za isto mizo, pa vsak gleda v svoj pametni telefon in je v svojem svetu.
Ravno ta umestni prostor, ta čezdalje večji razkorak med tem, kaj je realno in kaj je v resnici navidezno, predstavlja verjetno enega glavnih izzivov, ki ga bo morala sodobna družba, poleg seveda vseh še drugih, kot so okolje, globalno segrevanje in podobne stvari, nekako resno vzeti v obzir. Mlade generacije se odtujujejo, starejši so nekako odrinjeni na rob. In ravno ta princip humanizacije tehnologije skuša omogočiti vsem ljudem nekakšno opolnomočenje za vse te strategijske, recimo osmoske procese, ki nam bojo pomagali, da družba zopet postane na en način kohezivna, humana, da vzpostavimo pri mladih generacijah in tudi pri starejših zopet tisti malo globlji občutek empatije, solidarnosti in vsega tega, kar je homo sapiensa sploh postavilo na mesto, kjer smo sedaj. Zato se v Trbovljah s programom, s projektom Trbovlje novo medijsko mesto trudimo predvsem na področju izobraževanja, tako formalnega kot neformalnega. Sodelujemo z našimi lokalnimi srednjimi šolami, z osnovnimi šolami, prirejamo izredno obiskane vsakoletne festivale novomedijske kulture. V Slovenijo pripeljemo največje dosežke človeštva, kot so robot Asimo, kot so japonski roboti profesorja Ishigure, tako kot so razne kibernetske naprave, tako kot so razno bioinženiringi, ki se uporabljajo v tem principu, ki sem ga prej omenil, se pravi v novomedijski kulturi. Ne moremo se več zatiskati oči, da pot, po kateri gremo, z vsem principom starih družbenih vrednot, ki grejo počasi hudiču in tonejo nekako v pozabo, rabijo eno nadgradnjo. In ta nadgradnja je definitivno, še enkrat ponavljam, v tem principu humanizacije. Humanizacije skozi vse socialne veščine, skozi vpeljavo novih, drugačnih pristopov v izobraževanje, v implementaciji, da tako rečem, novih programov v naše gospodarske družbe, v princip razmišljanja, osmišljanja znanosti, ki v končni fazi ne bi služila vsem. In mi vsi, na nas vseh pravzaprav, je, da poskušamo vsaj na tem področju biti malo vizionarski in si zadati eno skupno nalogo kot družba v resnici, da prenovimo te naše vsebine, ki so nam nekako spolzele iz rok. V Trbovljah nastaja ena kar dosti velika, čezdalje večja skupina mladih ljudi, mladih intelektualcev, mladih strokovnjakov, ki najdejo smisel svojega obstoja, svojega načrtovanja družine, svoje bodočnosti doma, tako da tudi na ta način skušamo preprečiti beg možganov. Beg možganov je zelo prisoten in zelo pereč problem tudi v celotni slovenski družbi. Berem, da je lani Slovenija izgubila 16.000 mladih pametnih ljudi in ravno s to humanizacijo, s to tehnologijo, ki opolnomoči ljudi, da znamo, da se zavedamo, da smo ljudje v končni fazi, skušamo preprečiti tudi ta beg možganov. Tako da še enkrat dober dan v Delavskem domu, lepo pozdravljeni in upam, da boste pri nas uživali in se kaj novega naučili. Najlepša hvala. No, si ti zdaj izvedel, ko tlele vsi skup držijo, zato so pa tuk fajn. Men, da imajo te kratice ACS, JSKD, DDT, zato, da jih roboti bolj razumejo. Ja, dedi, najbrž. Ampak, veš, nekaj me pa bega. Ne vem, zakaj se te eni ljudje toliko učijo. Tako, kulturn, novomedijsk, andragošk, novomedijsk. Ja, ali mislijo, da bojo roboti namestnih delali, ali kva? Kva bomo pa mi v luv vzjali? Ja,
Se zdaj pa lahko, ko imamo tukaj čistega, ko ne bledi. Ja, pa dedo, ti si slika brez okvirja. Veš kaj, če bi se še ti vključil v kako skupino, ne vem, k kaligrafiji, k digitalni fotografiji, k računalništvu, pa tako. Dej go, no, dej, ne ga pokat. Kaj misliš, da bom jaz kar naprej bulil v tist računalnik? Tako ko vidite mlad, pa slikate s tistim iPodom, pa se igrce igrate, pa ne vem koga še. Vem pa, kdo reče v šoli, da spis ne pišete na roko, ga pa tu grdo ne pišete, da ga še se mi ne znate prebrati. Kako ga znala šele učiteljica? Ojojojoj. A veš, dedi, da mi je enkrat res parfoksa rekla, da je mogla forenzika dobiti, da je pomagal razvozlati moj esej. Ampak veš, mi bomo imeli zdaj v gimnaziji čist nov predmet. Humanizacijo virtualnih tehnologij. Tu se bomo čist drugače učili, ko mi čakam. No, lepo, ja. Sej, cajti grejo res naprej, veš? Je naša tajnica dobila električni pisalni stroj. Po je šla pa na Zasavsko ljudsko univerzo delati tečaj za slepo pisanje. Joj, veš, kak napredek je tu bil za tiste cajte? Ja, sej, jaz sem videl tist pisalni stroj v muzeju, koliko je bil fajn za tipkat. Ampak veš, koga mi pa nikoli ni bilo jasen. Kako ste na jem igrce igrali? Jaka moj, jaka. Ja, koga, mi smo se igrali v zuni, trijetga zbijat, med dvema ognema, tancenco, pa zemljo kradit. Ti, pejt greva zdajle na razstavo, pa še tiste štante si bova pogledala, ker bo pol dren. No, pejt, greva. Sej ne morem verjeti. Pričakovanje je v zraku, kot takrat v življenju, ko smo pred novo preizkušnjo in ne vemo, ali bomo kos. No, vedno ohranjamo upanje, da bo že kako, če imamo znanje in iznajdljivost, pa imamo vedno možnost za dobre odločitve. Na današnji prireditvi ob odprtju tedna vseživljenjskega učenja je napočil čas za podelitev priznanj Andragoškega centra Slovenije. Podelili bomo priznanja v več kategorijah, in sicer učeči se posameznik, učeča se skupina in učeče se podjetje. Dobitniki priznanj za učečega se posameznika so letos trije. Zlatan Čordič Zlatko, rap glasbenik iz Ljubljane, ki se z iskrenim in samosvojim nastopom približa vsakemu in se vedno znajde tam, kjer je dobro. Princ Fužinc, ki si je vsako ploščo zaslužil, tudi v urarni. Zlatan Čordič Zlatko prejme priznanje Andragoškega centra Slovenije 2016 za iskriva, optimistična besedila, zgled priložnostnega učenja, ki nagovarja k samospoznavanju in dejavni udeležbi v družbi ter za dolgoletno delo pri promociji enakih možnosti za vse. Poslušam svoje komade, zdaj, ko se peljem na koncerte in kakšne komade ne izvajam več. In ko ga včasih slišam, vidim, kako sem se kot artist s pogledi, širino, s temami totalno odmikal od tistega, v bistvu, kar sem začel. Ne? Ker je to zelo enostavno, ker tudi moje življenje se je začelo spreminjati. Ne? In jaz repam v svojem življenju in če grem naprej jaz in moje življenje in če me bolj odpre, potem se to dogaja isto tako z mojim delom. In Zlatko je rekel, da bi zdaj odsedel in jaz ga vprašam, kako si pa kje imenoval, ne, pač artist ime, ne vem, artistično, ne, pač
vsi imajo neki, ne, sploh pa če si reper, moraš nek imeti. In je rekel, ja, Zlatan Čordić, ne. In smo se mi tako vsi smejali. Ne moreš biti Zlatan Čordić, ne. Pa rekel, ne, jaz bom Zlatan Čordić, Zlatko. Ne zanima me, kaj pravijo mediji o meni, ne zanima me, kaj pravijo ljudje o meni, ne zanima me, kaj pravi kdorkoli o meni. Edina stvar, ki me zanima in ki mi narekuje iskren, resničen tempo, je moja vest. In vsak od nas ima svojo vest. Pri njemu mislim, da ni nobene glume in karkoli igranga. Pač je pristen. Če sem ti všeč, tako kot sem ti všeč. Jaz se nam spremenil za tebe in nam se prilagajajo. Tako kot ne pričakujem od tebe, da se ti spreminjaš in prilagajaš. Vse, kar pričakujem od osebe, s katero komuniciram, se družim, posvečam ji svoj čas, da spoštujeva en drugega oziroma da spoštujeva čas en od drugega. Še preden sem mislim, da izdal ploščo, sem se povezal predvsem z Boštjanom. Gre za en konglomerat več dogodkov, ki imajo namen promovirati inkluzivno kulturo. In zdajle mislim, da teče že 11. leto, odkar se družimo in zabavamo skupaj in ustvarjamo. So določeni otroci, ki so bili zelo majhni, ki sem prišel. Zdaj so pa to že fantje ali pa dekleta. Pravzaprav je očaral vse naše otroke, tako tiste z značilnim razvojem, kot naše s posebnimi potrebami, toliko bolj in jih je kupil svojo energijo, pristopom, spontanostjo, da lahko se vsi drug od drugega učimo, predvsem, če smo različni. Najbolj, kar mi je všeč pri njih, je to, da znajo in bojo vedno ostali iskreni. Čez nekaj let smo ga nekako povabili, da bi sprejel povabilo, da postane naš ambasador festivala Igraj se z mano. On z neko svojo lastnim pristopom, lastno angažiranostjo, iskrenostjo, to pravzaprav se prebije mnogo dlje kot marsikdo drug. Hvala gospodu Janezu Galetu, ki je vzel blokovske otroke, točno iz telih blokov, ki jih vidite vzad mene, levo, desno, gor, dol. Mi nismo imeli vsi za članarino, na žalost, ampak on je pokazal, da včasih ni vse od denarja, zlato ti daje sja, ne pa sreče. In on je vzel take mulce, kakor sem jaz, in je poskrbel. In delno je on kriv, da sem jaz danes toliko vztrajen, kakor sem, ne. To je ostalo od njega, veš kaj mislim, bodi mačka, cak, cak, cak. Ne zaradi nasilja, zaradi sebe, zaradi športa, zaradi duše, sprostitve. Življenje je šah, čuvaj kraljico pred konji. Stoj trdno na tleh, ljudje so težki kot sloni. V končni fazi je vse tako enostavno, ker začneš v bistvu delati malo na sebi. Naslednji nagrajenec je Vinko Hlepš, slikar samouk iz Tržiča, ki je z dobrimi mentorji in s pridnim delom v ateljeju naredil 2 akademiji brez papirja. Svojim prijateljskim pristopom na delavnicah pa dokazuje tudi terapevtsko vrednost slikanja. Vinko Hlepš prejme priznanje Andragoškega centra Slovenije 2016 za vestno samostojno učenje in podajanje znanja različnim skupinam vseh starosti, s tem pa promocijo ustvarjalnosti in njenega vpliva tudi na družabno in zdravo življenje. Drugače po poklicu sem medicinski tehnik, molčar, ortotik. Sem šel pa v atelje, in sem tlele delal in to je pa moj sveti kraj. Ko so meni začele slike nekje rekel dobre ratovati, pa da so bile meni všeč pa tako naprej, sem vedno skozi bolj užival. Eden v bistvu najbolj aktivnih in tudi ustvarjalnih in plodovitih ustvarjalcev tukaj, ki ga imamo v Tržiču. Do danes sem pa imel potem zdaj že 85 samostojnih razstav, pa več kot 100, okrog 120 nekaj takega skupinskih razstav. Človek, ki svojo srčnostjo in svojo neusahljivo v bistvu pač voljo ustvarja zase
in hkrati za druge. Sem samouk, ampak da sem pa v bistvu ogromno se izobraževal tako, kar sem še več dobil, kot verjetno bi na akademiji dobil. Moj mentor je bila pa narava. Jaz sem ogromno v naravo hodil. Lahko ga imenujemo kot nekega promotorja v bistvu ustvarjalnosti tukaj v Tržiču. No, sicer, veste, jaz ogromno delam tudi na Ljudski univerzi. Vinko je prišel na Ljudsko univerzo Tržič že leta 2005. Poučuje na raznih tečajih oziroma vodi slikarske delavnice. Jaz mislim, da jih je bilo kar več kot 100, ki sem jih tako rekoč vzgojil v risanju. Ja, mislim, da on zna biti prijatelj svojim slušateljem. V Domu Petra Uzarja sodelujemo z gospodom Vinkom Klepšem že 10. leto in v teh 10 letih sodelovanja so nastale čudovite slike in to pomeni bistveno več kot samo sliko, to pomeni dan za kulturo, dan za sebe, dan za razvoj, dan, ko bojo spomine. Rada rišem, rada oblikujem, pa čas mine. Najbolj lepo se mi je zdelo to, ko so recimo otroci, ki so bili na morju, pa so mi pa poslali risbo, tam so pa napisali, se zahvaljujemo, da smo šli lahko zaradi vašega denarja na morje. Že to je užitek, da nekomu nekaj daš. Likovna umetnost oziroma te delavnice z Vinkotom so neka dodatna priložnost, da se lahko potrdijo, da so tudi tukaj uspešni. Kar se tiče slikanja, bi rekel, je eno tak preprost hobi, ki človeka pomiri, ki ti da eno moč, ko nekaj lepega narišeš. Meni te delavnice, ko hodim Vinkotom, zelo veliko pomeni, ko sem jaz to zmogel. Jaz sem bil tako vesel. Nimajo nobenih zavor, oni se tako sprostijo pri risanju, uživajo in jaz jim čisto pustim, da res delajo tisto, kar si oni že zamislijo. Zahtevajo od tebe, da se ustaviš in da se mogoče zamisliš, spomniš na vrednote, ki so žal prevečkrat pozabljene. Tudi to, da mi v svojem svetu nikoli ne bomo tako srečni, kot znajo biti oni v svojem. Narisal sem metulje. Metulji predstavljajo pomlad na travniku. Je en Jani, prav, veš, Vinko je rekel, jaz prav uživam, je rekel, jaz se čisto sprostim, je rekel, mene barve pomirjajo. Jaz sem Jani, z Vinko tam se poznava 17 let. Vinko radi te imamo. Da me barve tudi pomirjajo, da sem dobre volje. Pa da tako da mi tako pomirjena mi živce, da sem tako živčna, jaz tudi mama sem živčna. Črne barve pa ne uporabljati, sem rekel, gledajte, da mi ne boste črne barve uporabljati, pa včasih kjer naraš reče, Vinko, jaz bi črno barvo rad. Janja Urbiha, ekonomistka iz Kozarišč, ki z radovednostjo in aktivnostjo premaguje življenjske izzive, tudi nezaposlenost in vsako pridobljeno znanje deli z lokalnimi prebivalci, je lahko zgled vsem, ne samo svojim otrokom. Janja Urbiha prejme priznanje Andragoškega centra Slovenije 2016 za ciljno neformalno učenje in dejavno državljanstvo, ki odpira možnosti za osebni razvoj in izboljšuje gmotni položaj ter za predajanje znanja v svojem lokalnem okolju. Jaz sem po naravi aktiven človek, ne samo, da me zanimajo, ampak tudi aktivno sodelujem pri različnih dejavnostih v svoji okolici, v različnih društvih. Zgubila je zaposlitev, pa se je pobrala, dela na kmetije, to se pravi taka izjemno energije polna oseba. Ko sem prvič izgubila službo, je bilo zelo težko, ker je okolje, ker ne nudi novih zaposlitev, sploh pa ne nudi zaposlitev ženske ali pa moram še poudariti mame za več otroke. To je, ne glede na to, če se prizadeven ali pa da vlagaš dosti energije v službo,
je to prva ovira, ki jo vsi vidijo. Ne. Sem vzela to situacijo kot izziv v življenju in sem začela iskati druge možnosti za zaposlitev in nisem vrgla puško v koruzo. Najino sodelovanje se je začelo v glavnem, ko sva delali skupaj tečaj za lokalno turistično vodnico. S tem, da sem opravila ta tečaj za lokalnega turističnega vodnika, sem pridobila znanje oziroma prebila led, da sem se upala nastopati tudi v javnosti, vsaj pred turistično skupino za začetek. Hkrati sem pa vedela, da je tudi turistično vodenje, se pravi lokalno, lahko nek izziv ali pa delček mojega življenja za bodočnost. Ko me je povabila k študijskim krožkom, kar nisem imela pojma, kaj je, no in potem, ko sem šla na prvega, sem šla tudi na drugega, tretjega in tako naprej. No. Vodi zdaj študijske krožke, piše, zelo dosti piše, tudi javno nastopa, predava. Vsi se trudijo delati nek biznis, ona pa pač ne, ona pa dela stvari iz nekega zanimanja in tudi iz neke motivacije po povezovanju ljudi. S prihodom Mateja Salceta v naš kraj se je pač ponudila možnost za dogodek, ki smo ga poimenovali Plavajoči grad, to je festival. Poseben, zelo specifičen festival, ki zajema marsikaj od kulture, umetnosti. Če nekaj doprineseš, je to samo neke vrste dodana vrednost k temu, kar že obstaja zdaj. Recimo temu tovarno narave, nadomestimo vse propadle firme, ki so bile tle in so pravzaprav povzročile kar veliko in okoljske škode in seveda socialne škode v smislu brezposelnih ljudi. To pa pomeni, da se pač ne razmišlja sem pač iz rok v usta, kot zdaj razmišljamo, se pravi iz dela v denar, ampak da razmišljamo na dolgi rok. Ker ona je pač ženska, da če kaj ne bo znala ali trenutno ne bo odkrila, se pa zagrebla v papirje in bo tukaj cajta iskala, da bo naredila. Imam pa tudi neko tako lastnost, da znanje ali pa informacije, ki jih dobim, zelo rada tudi podelim. Janjo zanima vse. Jaz ne vem, po mojem, če bi dali, da študijski krožek o temu hrošču, ki je na krompirju, bi tudi to izpeljala. Z Janjo sodelujemo že preko 10 let, moram reči, da izjemno z zadovoljstvom in veseljem. To je oseba, ki navdušuje. Ker če sem jaz aktivna, če se jaz učim, če jaz delam na sebe, ni posebej treba razlagati mojim otrokom, da se morajo učiti, ampak enostavno imajo v meni lahko zgled, da za uspeh v življenju ali pa za zadovoljstvo v življenju pač je treba nekaj narediti. Tako, na oder vabim podeljevalki priznanj za učečega se posameznika. Magistrico Katjo Dovžak, vodjo sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih in direktorico občinske uprave, gospo Uršo Poznič-Goršak, ter dobitnike priznanj Zlatana Čordiča, Vinka Hlepša in Janjo Urbiho. Tako, vse skupaj bi prosila še za eno skupinsko fotografijo. Lahko tudi kakšen selfie. Gledal bi
s sabo vzel kakšnega služabnika. A tudi za mene. Hvala še enkrat podeljevalkama in pa seveda čestitke še enkrat vsem nagrajencem. Izvolite. Letijo skupaj vse besede, se rimajo, kar nas usede. Lahko pa zbiri dobre volje, ker je pri nas, če dalje bolje, je. Ja, bravo, Jaka, bravo, ti pa skvartko znaš ko Zlatko. No, dede, ne pretiravi, no, Ja. fajn pa je fajn. Veš, koliko fajne rime ima? Bolj ima čudne, bolj so. Ja, mi smo se mogli pa v šol vse na pamet naučiti, veš? Nič nismo smeli posvojati. Krst pri Savici, Drejčnik Andrej govori, Gorski vjenac. Joj, če smo kako besedo v kul obrli, smo takoj cvek dobili. Zato smo imeli pa v šol najraj zvonc, pol pa konc. O, dedi, pa še povej, kako ti je bila pa razstava všeč? O, fajn, lepe barve, fantazija. Veš, da ne vem, kako je tale umetnik Vinko z lupo odkril mikrokozmos. Ja, pa barve on čist po svoje uporablja, pa nič ne riše po naročilu. Ja, mi smo mogli pa v šol tako, ki je vršica rekla, veš? Jaz sem tukaj lepe kvaj narisal, z vseh strani, vse posod. Pa je enkrat rekla, dej no nehi, te konje čečkat, pa rajši nariši oranžen sončni zahod. Veš, pol pa nisem risal ne kvajnu, pa ne zahoda. O, dedi, žal mi je. Ampak enkrat si mi pa povedal, da si imel pa najraj zemljepis. O, tu pa tu, ja. O, kako sem si predstavljal, kako potujem po celem sveti. Sej sem bil, veš, v Ameriki, pa na Kitajskem. Ja, ampak veš kako, s prstom po zemljevidi. Ja. Joj, a veš, koliko je bila takrat že atrakcija kakšna, če se je kdo iz Trbovlj v Ljubljano s cugam pijalo, je bil že te glaven.
A veš, da bi pa jaz šel enkrat v tistele kraje, ki je govorila tale gospa turistična vodička, bi šel na Baben pole, tam je menda zelo mrzl, pa na Snežnik, tam še tudi nisem bil. Jo, dedi, se tu je pa ja v Sloveniji. Lej, ti dej posud avto, pa daš za bencin, jaz bom pa Garmina na štimu, ja pa te pelem kamer rečeš. Ja, hvala, Jaka, hvala, veš. Ti bi se vozil, ja, z mojim avto za moj gnar. Pa ne vneč, veš, ti kar doma vstan, se uč, ker si rekel, da imaš še ne izpite za narediti. Ja. Jaz se bom pa že sam stisnalo gospo Janjo zmenil, pa me bo unapeljala pa razkazala brez tistega tvojega Garmina. Ti, pej ti jo greva kar iskat. Ja. No, pet, no. No, dober, dedi. Tako, mi pa smo že pri naslednji nagradi. Dobitnik priznanja za učeče se podjetje je postala ustanova Hiša eksperimentov iz Ljubljane. Hiša eksperimentov, ustanova iz Ljubljane, ki je začela popularizacijo znanosti ter povečala zanimanje za naravoslovje in tehniko, danes pa njeni zaposleni oziroma navduševalci spodbujajo radovednost ter tako razvijajo razmišljujočega človeka in z njim tudi zrelo državo. Hiša eksperimentov prejme priznanje Andragoškega centra Slovenije 2016 za 20-letno delo pri promociji učenja in znanja ter nenehno iskanje inovativnih prijemov za spodbujanje najširše javnosti k razmišljanju in delovanju v družbi. Hiša eksperimentov je center, ki spodbuja radovednost. In kdo so tisti, ki hišo eksperimentov obiskujejo? Ful je lepo videti, da različno stari ljudje pridejo in se mi zdi, da vseeno vsi nekaj odnesejo. Namreč naša vizija je zrela demokracija, demokracija, kjer je izrazita večina ljudi, ki znajo kritično razmišljati in aktivno ukrepati. Bistvo družbe, bistvo napredka, bistvo preživetja človeštva pravzaprav tokom vseh teh let je bila radovednost. Radovednost, kreativnost, inovativnost, podjetništvo pelje k zdravi državi. Drugače ne gre. Seveda, če vzpodbujaš vsak člen te verige. Presodite sami, ali si želimo radovedne ljudi ali si želimo ljudi, ki samo blejejo, dajejo volno, dajejo mleko, če tega več ne morejo, pa še malo mesa. Mi pa želimo družbo, kjer bodo ljudje odgovorno odločali o zadevah. Zrela država je država, kjer se prebivalci stalno izobražujejo, ker je učenje pravzaprav hobi vsakega, to je tisti ideal, kateremu želimo težiti. Izobraževanje je glava tega organizma, ki mu rečemo država. Hiša eksperimentov ima tudi še velik potencial, zato se tudi rada vračam po nove vsebine, po nove izzive. No, če gremo malo na aktivnosti hiše eksperimentov, ena stvar je razvoj eksperimentov. Ti pa izvedi sam, potem so tudi dogodivščine. Ja, kot demonstrator pomagam ljudem, če se ne znajdejo pri eksperimentih, pa tudi delam tele dogodivščine, ki so znanstveni šovi. Nekateri temu rečejo znanstveni šovi, meni je lepše jazz v znanosti. Družinjenja, tudi ena zelo lepa aktivnost, ker menimo, da premalo kvalitetnega časa družine doživijo skupaj. Včasih človek sliši, jaz sem že slišal, da so rekli, joj, kako lepo vreme, pojmo v nakupovalni center. To se mi zdi, da ni najbolj kvaliteten način preživljanja prostega časa. Potem smo eno lepo aktivnost pred 2 leti začeli, Hiška eksperimentov, kjer pridemo za en dan v nek kraj
in ta kraj za en dan spremenimo v center znanosti. Pa Znanstival je ena velika aktivnost, se pravi ta neka vrste festival znanstvenih šovov. Mednarodno šolo organiziramo za izdelovanje znanstvenih šovov in izvajanje znanstvenih šovov. Še dosti aktivnosti, ampak evo, moja glava ima kapaciteto za toliko, kot sem jih zdaj naštel. Tukaj je veliko otrok oziroma ljudi, ki jih ne srečaš vsak dan in potem, ko komuniciraš z njimi, vidiš stvari oziroma vidiš kote, iz katerih oni vidijo stvari, ki jih drugače sploh ne bi opazil. Znanost pravzaprav ni tako zelo pomembna. Pomembna je kot orodje, da ljudi spodbudiš k razmišljanju. Dajmo še kaj najti, še kaj več najti. Dajmo se sami kaj naučiti. To je utvara, da te bo nekdo nekaj naučil. Ti se lahko naučiš samo sam, če te stvari zanimajo. Na oder vabim podeljevalca priznanj za učeče se podjetje, direktorja Zasavske ljudske univerze, gospoda Toneta Bezgovška in župana občine Hrastnik, gospoda Mirana Jeriča, ter seveda dobitnika priznanja za učeče se podjetje. Tako, prosila bi še za eno fotografijo. Izvolite. Bom lažje govoril, ja. Tako, še toliko. Ja, danes smo že slišali, da kar se Janezek nauči, to Janez zna. Jaz bi k temu dodal, če se Janez ne uči naprej, pol ostane Janezek, ali pa ga imajo drugi za Janezka. Slišali ste, vizija hiše eksperimentov je zdrava demokracija. Torej, demokracija pomeni, da je izrazita večina ljudi tista, ki zna kritično razmišljati in aktivno ukrepati. To seveda v hiši eksperimentov počnemo z orodjem, ki se mu pač rečejo vse te aktivnosti, ki jih imamo. To, kako oziroma kaj hočemo, je, da bi se ljudje čim več spraševali, da bi iskali odgovore na svoje vprašanja, da ne bi bili zadovoljni z odgovori, ki jih ne razumejo, da bi znali reči ne vem za stvari, ki jih ne vejo. In pač, če gre to vse tako naprej, potem jaz mislim, da se nimamo kaj bati za Slovenijo, da se nimamo kaj bati, da bomo nasedali in verjeli horoskopom, verjeli zdravljenjem, ki imajo velike besede, pa v sredini so pa votle. In seveda, postavljali bomo vprašanja na vseh področjih, postavljali bomo ne samo vprašanja, zakaj jabolko ne pade daleč od drevesa, zakaj delujejo stvari po fizikalni poti, tako kot delujejo, ampak se bomo mogoče vprašali, ali potrebujemo slabo banko. In če bo nekdo dal odgovor takšen, da ga boš razumel oziroma ga boš znal predelati, potem bomo tudi v te stvari znali verjeti. Tako da še enkrat
radovednost je temelj, ohranite to radovednost v sebi in ta radovednost se ne neha, ko si enkrat Janez. Hvala lepa. Hvala. Tako pred nami pa je še podelitev zadnjega priznanja danes. Dobitniki priznanja za učečo se skupino so mladi prostovoljci, izvajalci aktivnosti v medgeneracijskem središču Zagorje ob Savi, ki so se preimenovali v mlade sejalce znanja dobrovoljce. To pa so Tina Centa, Petra Klančišar, Tjaša Klančišar, Špela Paš, Maša Topole, Maruša Troha in Luka Turk. So skupina prostovoljcev, aktivnih v medgeneracijskem središču Mladinskega centra Zagorje ob Savi, ki podpira in razdira tabuje, jih ruši, tako tudi mite, da mladi in stari niso za skupaj, ter da se prostovoljstvo ne splača. Mladi sejalci znanja, dobrovoljci, prejmejo priznanje Andragoškega centra Slovenije 2016 za prostovoljno delo na medgeneracijskih programih, s katerimi so razvijali lastne spretnosti, lokalnih skupnosti pa razširili možnosti za vključevanje in razvoj. Že kar nekaj let upokojena. In čutila sem, da mi nekaj manjka, da mi manjkajo nekatere dejavnosti, za katere prej, ko sem bila še v delovnem razmerju, ni bilo časa. Obiskujem angleški tečaj oziroma angleške urice oziroma English Corner in pa izobražujem se tudi v računalništvu. Pomembno je to, da so vse te dejavnosti brezplačne, a ne? Za nas upokojence to dosti pomeni. Danes govorimo o 25 prostovoljcih, ki delujejo z nami, ki vodijo naše programe, govorimo pa lahko kar o 250 rednih obiskovalcih. Imamo eno 16-letnico, dijakinjo torej, pa naš najstarejši dijak je 85 let star. Predvsem so želeli imeti ta uporabna znanja, ne nekega balasta, ne? Ker ta uporabna znanja so tista, ki jim bojo potem prav prišla v življenju. Posebej treba poudariti to nadgradnjo ideje, to čudovito medgeneracijsko sobivanje. Ker vsi ti udeleženci, ki so prišli k nam, so tisti, ki so bili sposobni prestopati prag, šli so ven iz svojih domov in so prišli sem. Že to je v bistvu en velik korak za njih. Nekateri se lahko počutijo zelo same, osamljene, ne? Tako da v bistvu takrat, ko pridejo v stik z družbo, sploh v stik z mladimi, pa vidijo, da jim lahko mladi pomagamo, vidijo, da niso tisti pozabljen člen v vsej tej družbi, ampak da v bistvu lahko veliko prinesejo vsem tem, ne. To se odpira, no, mišljenje družbe, da pač nismo glih tako zaprti v te svoje skupine, no. Ja, za mene ni noben star, pa ni noben mlad. Mi smo lahko vsi mladi, po srcu, po duši. Meni se zdi prav, da se družijo mlajši, starejši skupaj. Razbili so stereotip o tem, da je poučevanje lahko samo tradicionalno, ampak je postalo mladostno, zvedavo, aktivno na povsem drugačen način. Neka lokalna skupnost goji neko kulturo sodelovanja, tudi strpnosti in razumevanja, medsebojne pomoči. Tu najdem tisto, kar zadovoljuje moje osebne potrebe, še vedno se želim izobraževati, še vedno želim ohranjati svojo psihofizično kondicijo, želim se družiti, želim širiti svojo socialno mrežo, želim pridobivati nova znanja, nove veščine in vse to mi medgeneracijsko središče Zagorje omogoča. Treba se potruditi, treba je delati vsak dan, če hočeš, da so uspehi. Ampak če veš, da imaš cilj, ki je tvoj cilj, se vse da.
Ni pa to sam, da bi se človek učil, ampak je to tudi ene vrste sprostitev, pa druženje. Prostovoljstvo res pač ni denarja v smislu, da boš zdaj imel neko urno postavko, ampak dobiš pa nova prijateljstva, nova poznanstva, mogoče se ti kje odpre tudi kakšna priložnost, ki je sploh ne pričakuješ. Tukaj dobiš take kompetence, toliko znanja, toliko vsega, ko v bistvu jaz, če bi sam iz faksa prišla v službo, bi v bistvu ne bi vedela, kaj delati. Zame je prostovoljstvo pravzaprav delo zase in za druge. Lep objekt ne daje lepe vsebine, ampak daje ljudje, ampak jaz imam dobre ljudi že in sedaj rabijo samo še lep objekt. Na oder vabim podeljevalca priznanj za učečo se skupino, direktorja Andragoškega centra Slovenije, gospoda magistra Andreja Sotoška in župana občine Zagorje ob Savi, gospoda Matjaža Švagana, ter seveda vse nagrajence. Torej čestitke še enkrat in pa seveda še ena skupinska fotografija. Hvala lepa. Mogoče še eno pojasnilo. Sam sem že malo več pomladi štejem, tako da nisem več mlad. Sem prišel danes zraven z Mašo kot predstavnik Mladinskega centra Zagorje in benem, da ji pomagam te stvari nesti. In bi rad povedal to, da je to veliko število mladih prostovoljcev, dobrovoljcev, se danes ni moglo udeležiti, ker večina izmed njih ima službe in ni mogla priti. Moram povedati, da takrat, ko so bili prostovoljci, niso imeli služb. In je mogoče to, kar je bilo tudi v videu omenjeno, da je prostovoljstvo in kompetence, ki jih pridobivamo z prostovoljstvom, nam lahko pomagajo pri pridobivanju službe, konec koncev, in tudi pri učenju za življenje, ne samo za kariero. Tri izmed njih, tri punce, pa tudi niso prišle, ker so postale mamice. Tako da, očitno se imamo tudi rad zaradi tega. Hvala. Hvala lepa. Šele ko se zares zavemo in ugotovimo, da nam je na zemlji namenjen le določen čas, bomo začeli polno živeti vsak dan posebej, kot da bi bil edini, ki nam je še na voljo. Da nam bo to uspelo, moramo vse življenjsko učenje vključiti v svoj vsakdan. Modrost sicer pomeni, da se zavedamo zmotljivosti svojih nazorov in mnenj ter negotovosti in minljivosti stvari, na katere se najbolj zanašamo. A učenju je vedno treba dajati posebno mesto. Ne prisiljeno, ampak spontano. Takrat bomo začutili svobodo. Svoboda pomeni, da ob nobenem času ne čutimo obveze delati nečesa, česar v resnici sploh ne želimo početi. Tako bo tudi vse življenjsko učenje postalo naša stalnica, povezana z vrsto prijetnih dejavnosti. V zasavskem okolju prav zato že vrsto let skrbi Zasavska ljudska univerza. Pred mikrofon zato vabim direktorja Zasavske ljudske univerze, gospoda Toneta Bezgovška. Hvala lepa.
Spoštovani gostje, teden vseživljenjskega učenja danes formalno začenjamo v Zasavju, v Trbovljah. Izobraževalci odraslih v lokalnih in regijskih okoljih smo tisti, ki skupaj z ostalimi deležniki ustvarjamo in živimo vsakodnevni utrip vseživljenjskega učenja. Cilje in vsebine dosegamo z različnimi oblikami in metodami dela, ki jih stalno prilagajamo posameznikom in skupinam, s katerimi delamo. Dostop do kakovostnega izobraževanja in svetovanja v vseh življenjskih obdobjih smo zagotavljali tudi v letih, ki financiranju vseživljenjskega učenja niso bila najbolj prijazna. Hkrati razvijamo nova področja in partnerstva, s katerimi lahko ljudem ponudimo nova znanja, spretnosti in izkušnje. Velike korake smo naredili na področju večgeneracijskega učenja in sodelovanja, vseživljenjske karierne orientacije, razvoja temeljnih in poklicnih kompetenc. Ves čas se trudimo biti profesionalni in strokovni, odgovorni do sebe in okolja ter do ljudi, ki nas potrebujejo, do vseh, s katerimi smo v stiku. Smo prilagodljivi in ustvarjalni, kar nam omogočajo dolgoletne izkušnje na področju izobraževanja odraslih in seveda odlična ekipa dobro usposobljenih in zagnanih sodelavk in sodelavcev. Vemo, da smo izobraževalci odraslih v najširšem pomenu te besede posebni ljudje in da nam lahko uspe vse. Življenju dajemo najboljše, kar je v nas in ponosni smo na to, da smo, kar smo. Zato verjamem, da boste današnji utrip dogajanja ob nacionalnem odprtju tedna vseživljenjskega učenja iz Trbovelj in Zasavja prenesli tudi v svoja okolja, med sodelavce in ljudi, ki verjamejo, da je vseživljenjsko učenje pomembno za vse, ne le za peščico posameznikov in da prinaša višjo kakovost življenja na vseh področjih, česar si preprosto želimo vsi. Prepričan sem, da je ekipa Zasavske ljudske univerze v sodelovanju z ljubiteljskimi kulturniki in vsemi sodelujočimi opravila izkazano zaupanje za izvedbo današnjega dogodka. Z njim smo vseživljenjsko učenje še bolj približali prebivalcem Zasavja in vsem, ki ste nas danes prišli podpreti. Kot gostitelj letošnje slovesnosti smo izjemno zadovoljni, da smo v sodelovanju z Andragoškim centrom pripravili letošnje odprtje. Hvala ekipi Andragoškega centra za konstruktivno in odprto sodelovanje. Spoštovani gostje, v imenu gostiteljice Zasavske ljudske univerze vam želim vse dobro. Hvala. Ojej, mi dva iščeva po vseh garderobah, ja pa gospe Janje nikjer. Menda jo bova mogla pol najdit. Ja, ti, a si ti videl, koliko so pametni v tele hiše eksperimentu? Čist prav, da so dobili nagrado. Ja. A se spomniš, ko si bil mejhen, sem te pijal v tolo hišo? Ja, še vem. Smo delali tako ogromne milne mahurje, sem se lahko cel not postavil. Jo, koliko sem užival. Zdaj imajo pa še tako poslo s cvkam in če gor fajn treniraš, dobiš tuk trdo kožo na hrbti. Tu bilo pa nekaj za mene, Ja, no, kaj pa tile prostovoljci iz Zagorja? Vsaka jim čast. Skus nabirajo znanje, pa so ga pripravljeni podeliti z mladem in starem, ko prej niso imeli šans. Vidiš, tu je tate prav učeje za cel življenje. Tu. Ti, a veš, Jaka, da sem vas jug smeti pripjal na tole prireditev TVU? Ja, kar dost novega sem zvedel, veš? Na vse zadnje ima naša babi prav, ko že hod angleščin ali kam še v tretjo življenjsko univerzo, ko prav, da je že res, kar se Janezek nauči, to Janez zna. Ampak tudi, ko si velik Janez, ne moreš možgane dati kar na off. Se lahko do konca življenja še veliko novega naučiš. Tudi v Ljubljani vejo tam v hiši eksperimentu. No, lejga, puba.
zdaj mi je pa stopil na žulj. Veš kva, jaz bom pa šel zdajle k direktorji Zasavske ljudske univerze, pa mi bo najbolj svetoval, v katero skupino naj se zapišem. Ja, kako? Misliš kar zdajle? Ja, pejt kar zdajle, veš, da me ne bo prej mnil. Ja. Pejt. Kultura in izobraževanje gresta z roko v roki. Lutkovna skupina Lučka je pristavila svoj kamenček v mozaiku vseživljenjskega učenja in mislim, da si zaslužijo še en velik aplavz. Zasavčani vedno znamo poskrbeti za pristno, sproščeno vzdušje. Kar se glasbe tiče, je že Platon nekoč zapisal, da daje dušo vesolju, krila umu, polet domišljiji ter šarm in veselje do življenja. S pevsko točko nas bo sprostil pevski zbor osnovne šole Tončke Čeč, zborovodkinjo Terezijo Bregar. Pridružil pa se jim bo tudi reper Zlatko. Zdaj pa bo. Mi se danes prvič vidimo, ampak vadili smo pa ene 3-4. Tako da otroci, mislim, jaz bom izkoristil tole priliko in bil res srečen, da bomo skupaj, če se ne motim, zapeli pesem Svet je tvoj. Zdaj, a najprej eno drugo. Kaj pa jaz sam gledam, poslušam, v redu. Bravo, če bomo znal tekst.
To bo skupaj nekaj novega naučila. Improvizirati. Seveda. Ko tebi me veseli, rekem Zlatko. Dajmo en aplavz za tukaj mladega kandidata. Jaz bi ga res rad izpostavil, ker repat ni enostavno, ne? Ker če bi repat bil enostavno, bi bilo veliko reprev. In glede na to, da sem jaz danes malo slaboten, sem res srečen. Nisem te pričakoval, ampak sem danes toliko happy, ker bom probal uživati v delu, katerega sem napisal in otroci vi tudi uživite v petju in hotel sem samo to razložiti, tako da to je to. Sam svoj, spoštuj ljudi, če drugi so umazani, ne rabiš biti ti. Naberi dobra dela, pridem bod kot čebela, gledam kar se dela, to ne vržu me iztira. Ujebi svoje sanje, to je rad na mnogim, izgovorajo tisoč, zato vsaj probi pozitivno misel, da enkrat moraš kiksen, ti narobe če padeš, treba se je dvigati. Se navadaš, drevo si ti rasteš, na vsa vprašanja odgovore najdi. Potreban je čas, sedenje na slovu, držim se zlate sredine, delam zavoje, nikoli zlo ne mislim, prejšem boje, sanje so znanje, znanje tudi človek. Mladost ni norost, deli svoje znanje, to je samo norost. Ti ljubezen, biti nežen, Prva liga. Ujebi svoje znanje, deli svoje znanje, najdi svojo pot. Sveti, sveti, Bravo, čestitam. Bravo, respekt.
Minljivost mladosti dojamemo, ko švigne mimo, pa čeprav se stran od nas plazi prav potihem. Po Einsteinovi relativnosti lahko dirjamo skupaj z mladostjo, njena smer bo tako vedno v naših rokah. Za učenje je vedno pravi čas. Najpomembnejše učenje pa se dogaja v resničnem življenju in ob resničnih težavah. Vsak drobec znanja, ki ga posameznik pridobi sam, vsak problem, ki ga reši sam, postane veliko bolj njegov, kot bi bil sicer. Z velikim veseljem vas vabim na vse prihajajoče dejavnosti v okviru tedna vseživljenjskega učenja. Zahvaljujemo se vam za vse in vam želimo vse dobro. Za konec vas vabimo na prijetno lokalno kulinarično razvajanje ter seveda na ogled uspešnih zgodb in likovno razstavo. Hvala, ker ste bili z nami in srečno.